Dober dan. Pri založbah Anales in Slovenska matica je pravkar izšla monografija doktorice Vesne Mikolič Izrazi moči slovenskega jezika. Avtorica je predstojnica Inštituta za jezikoslovne študije na ZDS Koper in profesorica slavistike na Univerzi v Trstu. V novi razpravi raziskuje jezikovne možnosti, ki vplivajo na učinek nekega sporočila. Ob tem iz splošnega jezikoslovja, kakor ga zajema slovnica, sega še na področja sporočanja, stilistike, retorike, sociolingvistike, besediloslovja in druga. Tale kratka predstavitev bi bila, profesorica Mikolič, verjetno lahko primer nevtralnega besedila. Navaja dejstva. Ton in barvo, torej jezikovno moč, pa bi mu lahko dodali z bolj ekspresivnimi sredstvi, z pridevniki in členki, z nenevtralnimi čustvenimi izrazi, intonacijo in podobno. Je to tisto poenostavljeno rečeno, kar raziskujete v tej študiji? Ja, mislim, da ste to zelo lepo povzeli, da v bistvu mi prav dobro čutimo, kdaj je neko sporočilo nevtralno, kdaj pa jačamo, torej krepimo pomen, bodisi ta spoznavni kot čustveni, ne? In tu seveda jezik, tudi slovenski jezik, ima res veliko možnosti na vseh nivojih, se pravi na vseh jezikovnih ravninah, se pravi od intonacije, kot ste rekli, ne, torej poudarka na posameznih glasovih ali pa mestih v stavku, v povedi, do potem raznih oblikoslovnih, recimo kot so velelniki, potem skladenjskih, kot so seveda vzkliki, pa seveda imamo tu različne tudi šibitelje, ne samo krepilce, torej tudi šibilce, recimo pogojnik je eno tako sredstvo, ki vedno ublaži, ošibi neko nevtralno trditev. In vse do, kot ste tudi lepo rekli, do besedilnih vidikov, diskurznih vidikov, se pravi, v bistvu gre za to, da je končno sporočilo, končna ideja tista, ki pokaže, ali smo poskušali biti kolikor toliko nevtralni, tudi v tem smislu tudi objektivni, ali smo pa hote ali ne hote bili subjektivni v smislu, da smo krepili tako čustveno, kot spoznavamo naša sporočila, ali jih na drugo stran ošibili, torej omejili spoznavno vrednost in tudi recimo čustveno vsebino. Ne? Se pravi, če nekega naslovnika prepričujemo v čem, ga lahko z golimi dejstvi, z navajanjem, naštevanjem, dokazovanjem, ali pa z bolj čustvenimi, se pravi na čustva delujočimi izraznimi sredstvi. Ne? Ja, stvar je v tem, da pravzaprav vsako sporočilo ima tako tisti, bomo rekli, goli pomenski del, v jezikoslovju pravimo temu pomenska propozicija, kot naklonski del. Se pravi naklonskost, ki pomeni, da izražamo naš odnos, tako do vsebine, do povedanega, kot do našega sogovornika, do naslovnika. Mi pa imamo potem možnost, da tako to pomensko propozicijo, se pravi pomensko podstavo, kot to naklonskost še okrepimo ali ošibimo. In tu je ta intenziteta jezika, o kateri sama govorim, ki je pravzaprav zelo naravna, že sama naklonskost, kot rečeno, in potem tudi ta intenziteta, s katero še uravnavamo, bodisi naklonskost, bodisi ta goli pomen. Pravim, da je to zelo naravno, ker smo rojeni govorci v nekem jeziku, pač vedno seveda izhajamo iz lastnega stališča, in se tej prvini ne moremo izogniti. In če bi v bistvu se izražali samo z nekimi nevtralnimi trditvami, bi se zelo bližali neki robotski govorici, ali pa recimo nekomu, ki ima občutek, da je vseved, torej da je lastnik neke absolutne resnice, taki potem zelo radi uporabljajo take aksiome, torej v jeziku, se pravi neka gola dejstva, ki kažejo na to, kakor da bi bil nekdo lastnik te absolutne resnice. Pa vemo, da pač
ljudje nismo. Ja. Jezik zacveti ravno pri tem drugem načinu sporočanja, ne? Se pravi, njegova moč je v nagovarjanju naslovnika bolj osebnem. Vi analizirate recimo turistično propagandna besedila, politično propagandna besedila, potem najbrž bi lahko dodali tudi vsaj del medijev. Kako se kaže to, ta jezik, no? Kaj uporabljajo? Ja, tu je, kot ste rekli, ne, vedno izražen hkrati z odnosom do vsebine, tudi odnos do naslovnika, do sogovornika. In tu so različne vrste besedil ali zvrsti tudi, ne, torej različna področja, kjer nastajajo besedila, seveda ključna za to, kaj je sprejemljivo, ne, za naslovnika na tistem področju. Se pravi, nekje, recimo kot ste omenili, v okviru turističnega oglaševanja ali pa tudi politične propagande, smo bolj, bomo rekli, pripravljeni na to, da bodo tam neka subjektivna stališča izražena, ne? Se pravi, tudi bolj čustveni nagovori. Vsaj recimo v oglaševanju, tudi turističnem oglaševanju. Tam je v bistvu subjektivno stališče zelo cenjeno, ne? Mi zelo verjamemo, ko nam nekdo iz lastne izkušnje pove, kako se je nekje imel, ne? In to podkrepi z nekimi, recimo, močnimi tudi čustvi, ne? Zdaj, recimo pri politični propagandi je že drugače, ne? Tam lahko tudi zelo zamirimo, če so obljube preveč krepke, ne? Torej, če so okrepljene, če so povedane zelo naravnost, jaz bom to naredil, ne? Ali pa mi bomo to naredili, in potem seveda se te obljube ne uresničijo, ali pa vsaj morali bi biti, ne, kritični do takih preveč direktnih ali okrepljenih tudi obljub, ne. Tako da pravzaprav je tukaj zelo odvisno, koga nagovarjamo, ne, in najbrž bi tukaj recimo naslovniki, če govorimo še vedno o politični propagandi, morali biti sami dovolj kritični, ne, da bi presodili, ali res je dobro samo takšno nagovarjanje, ki je zelo neposredno in, bomo rekli, zelo okrepljeno, prepričano v to, da se bo nekaj uresničilo, ali pa cenijo volivci tudi to, da nekdo bolj realno pristopi k nekemu programu, ne? Ali vsaj ne populistično, v smislu, da se približujejo recimo politiki naslovniku neiskreno, ne? Se pravi, da iščejo neke stične točke, da nagovarjajo neposredno publiko, ker želijo se jim pokazati, kot da so, ne, na isti ravni, čeprav to ni res, ne. Recimo, ne vem, imamo primere tudi v nedavni svetovni politiki, ko se recimo dela nek politik enako žrtev kot publika, ki jo želi nagovoriti. To je recimo v primeru bivšega predsednika Združenih držav Amerike, Donalda Trumpa, ne? Ja, celo analizirali ste nek Trumpov govor. To se pokaže, da ne gre samo za besede, samo za izraze, ampak še za množico drugih sredstev, s katerimi deluje na poslušalce. Tudi če pustimo zdaj intonacijo, ki tu mogoče ni tako očitna, ampak no, se boste sami najlažje povedali. Ja, tu je zanimivo, ker opazovati je zanimivo tudi te različne, recimo, nivoje, intenzitete znotraj različnih kultur. Ker tudi ne gre samo za to, da smo naslovniki kot posamezniki, ne, različno dovzetni za to krepljenje in krepitve in šibitve, ampak tudi kulture so, bomo rekli, različno naravnane glede načina sporočanja, glede načina izražanja te intenzitete v jeziku, ne. In tako je za ameriško kulturo pravzaprav že znano, ne, tudi nekateri drugi jezikoslovci so to že ugotavljali, da je tam stopnjevanje pomenov, ne, veliko bolj sprejemljivo, ne. Se pravi, da recimo neka pretiravanja tudi, ne, tako v njihovih, ne vem, vsakdanjih pogovorih, kot v oglaševanju, kot v politiki, ne,
da so veliko bolj sprejemljiva in pričakovana tudi, ne, kot recimo kje drugje, ne. In zato je potem nek tak politik mogoče manj odstopa, ne, čeprav je Trump tudi za te ameriške kriterije pravzaprav prekoračil, ne, marsikateri prag. Ravno s tem pretiravanjem, ne, z uporabo teh jezikovnih sredstev, ki v resnici ves čas samo krepijo pomen, ne. Se pravi, to so, ne, saj vemo, Amerika prva, vsi mi, vsi, torej samo mi, ne, v bistvu gre za posebne, mogoče ne bi zdaj tu zelo natančno analizirala, za kakšne tudi slovnične, ne, kategorije gre, ampak v bistvu se zelo lahko dokaže, kako v bistvu ves čas krepi, ves čas dviga, bomo rekli, to napetost v jeziku. Kar je seveda tudi odraz nekega dobrega retorika, ne, da ne bo pomote, Trump je dober retorik, ne, ampak kot rečeno je tu predvsem škodljivo to, da se v bistvu potem na tak način, ne, približuje na nek neiskren način, ne, populističen način publiki in tudi pač sporočila, zdaj vprašanje, kakšna so, ne, torej sama vsebina, ki jih na ta način stopnjuje, ne. Primerjate tudi različne kulture v jeziku, zdaj ko še vedno govorimo o jeziku. Nekako v splošnem prepričanju velja, da so južnejši narodi bolj odprti, bolj sočno se izražajo, na severu ne bili bolj zadržani. Vi postavljate recimo okolico v primerjavi s slovenščino, italijansko kulturo, hrvaško, srbsko, bosansko, ameriško ste že omenili. Torej, je kaj na tej zadržanosti? No, tu je ravno tako, recimo medkulturna pragmatika, ne, kot veja, že veliko naredila na teh analizah. In zdaj recimo tudi z novimi pristopi, kot so korpusno jezikoslovje, ki nam pravzaprav predstavi na veliki količini besedil, ne, določene pač poteze nekega jezika in tudi kulture. Se pravi, vse to nam omogoča, da lahko še, bomo rekli, bolj argumentirano predstavimo te razlike v izražanju tudi intenzitete oziroma, ne, stopnjevanja teh pomenov. In tukaj se v resnici lepo pokaže, da smo, ne, po nekaterih analizah v resnici, ne, tudi recimo, ko gledamo kakšne dvojezične slovarje, ne, torej kako so rešene zadeve kot ste omenili, v srbohrvaščini, bosanščini ali v slovenščini. Ali če pogledamo analizo, mogoče recimo v kakšnih teh, kot jim pravimo, diskurzni označevalci, ne, to so v bistvu recimo v slovenščini bi rekli torej, potemtakem, no, pa, ne. Recimo v tem smislu ima italijanščina veliko večjo pestrost in ne samo večjo pestrost, ampak tudi pogostejšo rabo, ne. In to niso samo neke vrste mašila, to sem tudi tukaj ugotavljala, ampak dejansko velikokrat nastopijo potem v vlogi teh modifikatorjev intenzitete, se pravi označevalci intenzitete, ne. V bistvu jačajo pomen določenih mest v besedilu oziroma pač pomenijo, izražajo poudarke, ne. Tako čustvene kot spoznavne, ne. In potem imajo prevajalci težave z odtenki. Ja, pač treba je ugotoviti, kako se to izrazi v slovenščini, ne, s kakšnimi sredstvi, najbrž ne vedno z enakimi, ne, ker ni jih recimo enako vrstnih, se pa da izraziti na drug način, ne. Pri čemer je pa treba upoštevati seveda tudi razliko, kot sem rekla, v kulturi izražanja teh poudarkov, ne. In tukaj imam tudi sama izkušnjo, ko sem v bistvu sodelovala pri prevodu nekega dela iz srbščine in hrvaščine oziroma bosanščine tudi. In sva v bistvu s kolegico, ki sva to počeli, sva morali tisto skladnjo, ki je bila pravzaprav polna takšnih poudarkov, ne, tudi v obliki klicajev, ne, posebnih ločil, tropiči, ne, tropičja je bilo veliko in tako naprej, sva morali v bistvu to v slovenskem prevodu, se nama je zdelo, da je prav, da nekako
očistiva Da besedilo. ostane nevtralno, ne? Da ostane bolj nevtralno. Ne? Se nam je zdelo, da v slovenščini ni šlo tako skozi, ne? Se ni bralo na enak način kot v recimo bosanščini ali pa srbščini. Analizirate tudi leposlovna dela Cankarja, Šalamuna, Ostija, zelo različne avtorje. Cankar je znan stilist, pri Šalamunu najbrž z golimi pomeni ne pridemo daleč, Osti prihaja iz bosanskega okolja, od slovenskega. Lahko kaj več poveš o tem? Ja, no, izbrala sem, lahko rečem tudi naključno, ampak ne čisto naključno, ne, te tri avtorje, zato ker se mi je zdelo, da so zanimivi po svoji moči jezika, ne, se pravi dejansko so tako Cankar kot Šalamun in Osti, vsi trije se ukvarjajo zelo zavestno z jezikom. No, saj to je pravzaprav v veliki meri značilno za vse besedne ustvarjalce, ampak v bistvu recimo je Cankar velikokrat tematiziral tudi moč besede, moč jezika in ravno tako Šalamun. In ravno tako Osti, ker je v bistvu medkulturni avtor, ne? V sebi nosi te različne, kot smo rekli, kulture izražanja, medtem ko Cankar in Šalamun sta tudi bila dosti prevajana, tako da se lahko tudi skozi prevode gledajo določene razlike. Hkrati je pa seveda zanimivo pogledati, kako, s katerimi sredstvi dosegata to izrazno moč v svojih literarnih delih. In kaj to pomeni, ne? Kajti recimo v literaturi je morda nekoliko drugače to stopnjevanje moči, je spet zelo pričakovano, ne? Torej pričakujemo, da je ta izrazna moč res velika, ne? Da nas preseneti, da nas zagrabi, ne? Obenem pa sem se vprašala, a to pomeni, tako kot recimo v neliterarnem sporazumevanju, ali to pomeni, da ne daje prostora bralcu, ne? Če v bistvu ves čas samo krepi pomene, če ne pusti razmisleka bralcu, ne? In v bistvu ugotoviš, da ima seveda literatura drugačne ali pa tudi možnosti, ki bi jih imela lahko tudi neliterarna besedila, za odpiranje prostora bralcu, ne? In tu je seveda predvsem ta metaforizacija, ne? Torej ta metaforična plast v jeziku, ki je na nek način po eni strani izrazita krepitev, ne? Ker v bistvu pomeni so še ojačani, ne? Se pridobivajo določene besede, nove pomene. Obenem se pa s tem tudi s to pravzaprav nedoločenostjo, ne? V bistvu s temi konotativnimi pomeni se seveda razpira možnost, da si tudi bralec interpretira po svoje, ne? Se pravi, da na ta način hkrati krepijo, obenem pa odpirajo prostor bralcu, ne? In pravzaprav bi si to, ali nekaj tega, želeli še več tudi v neliterarnem sporazumevanju. Ja, kjer pa lahko prihaja tudi do manipulacije, recimo, ne. Končujete s sovražnim govorom. V političnih nastopih od fašizma in nacizma naprej, pa zdaj v novih družbenih medijih, to pa ni več meja, ne. No, tu prihaja ravno do tega, kar sem omenila, ne, da gre za stopnjevanje pomenov do nekih skrajnih meja, torej do neke mere, ki ne dopušča ugovora, ki ne dopušča prostora sogovorniku, ne. In na ta način ja tudi poskušam definirati nasilni govor, ki ni sicer pravno normiran, kot recimo sovražni, ne, je pa seveda govor, ki je nedvomno škodljiv, ne, tako kratkoročno kot tudi dolgoročno, ker v bistvu res stopnjuje ta nivo intenzitete v javni komunikaciji in potem postajamo res neobčutljivi za nek nevtralni govor, ne, oziroma potrebujemo samo še te visoke držljaje, ne. In se to potem lahko samo še stopnjuje in tudi ta prislovična zadržanost, ki smo jo prej omenili pri
Slovencih. Pravzaprav se je ravno v teh zadnjih časih, v zadnjem, lahko rečem tudi, desetletju, se je spremenila. Se pravi, tudi način naše javne komunikacije ni več tako zadržan, kot je bil morda nekoč. To je sicer svetovni trend, svetovna, bomo rekli, pojav, povezan seveda z omrežno družbo, z omrežno komunikacijo, pa vendar vsaka družba pozna neke svoje potem načine za uravnavanje te javne komunikacije. No, ne bi končali zdaj z nasilnim govorom, ampak s tem, kako lahko prepričamo na drugačen način z nenasilno komunikacijo, ki sami se temu posvetili nekaj pozornosti. Tako je, sama namreč mislim, da je morda ravno odločitev, ker to mora biti pravzaprav zavestna odločitev vsakega posameznika in tudi družbe kot celote, odločitev za nenasilno komunikacijo, za, jaz pravim temu, verodostojno in dostojno komunikacijo, je pravzaprav nek zavesten upor proti tej visoki intenziteti komunikacije, ki nas ves čas obkroža. Se pravi, v bistvu gre za odločitev za neko drugo smer, tudi ne samo komunikacije, ampak v bistvu družbene interakcije, ki je seveda nedvomno povezana s komunikacijo. In zakaj pravim dostojna in verodostojna? Ker v bistvu gre za to, kar sva sedaj ves čas poudarjala, da skozi komunikacijo, s pomočjo jezika v bistvu ves čas izražamo odnos do vsebine, torej do resničnosti, do resnice, in če se odločimo za to, da sledimo temu, potem smo verodostojni, in seveda odnos do drugega in do lastne integritete. Se pravi, da smo lahko dostojni do drugega in do sebe, če se za to odločimo. In mislim, da bi lahko taka verodostojna in dostojna komunikacija danes res prišla vsem skupaj zelo prav. Ja, naj družba prisluhne. Hvala, dr. Vesna Mikolič. Hvala lepa vam.